Živjo, halo, zdravo, hola, bok, hello. Že veste, o čem bom tokrat govorila, kaj ne? Ne zato, ker bi se opravičevala, ne zato, ker želim prepričati prepričane, ampak zato, ker ne bom dovolila stvaritve narativa, ki ga ti prepričani želijo ustvariti. Najprej o jezikih Evropske unije. 24 jih je uradnih. In da, angleščina je še vedno med njimi. Brexitu navkljub. Ne pozabite namreč na Irsko in Malto. Vsaka državljanka in vsak državljan Evropske unije ima pravico biti obveščen o odločitvah parlamenta v svojem jeziku. Tako kot ima vsaka evropska poslanka in vsak evropski poslanec pravico razumeti, sodelovati in se izraziti v jeziku, ki ji je ali mu je najbolj domač. Nobena zakonodaja ne more začeti veljati, dokler ni prevedena v vse uradne jezike Unije. Zdaj pa še o mojih odločitvah uporabe jezikov, ki jih pač znam in poznam. Ne nujno še uradnih v tej hiši, to drži. Prvič, slovenščina je moj prvi jezik, materni. Če mene vprašate, tudi najlepši, ko bi ga le vsi pravilno uporabljali. Za slovenščino in spoštovanje slovenščine, predvsem v digitalnem svetu, sem naredila in še bom več kot marsikdo od glasnih samooklicanih domoljubov. Naj vas spomnim, zagrizeno grizem tudi kisla jabolka. Drugič, sposobnost nagovarjanja širše mednarodne skupnosti vidim kot eno ključnih prednosti učinkovitega političnega udejstvovanja v večjezičnem okolju, kot je Evropski parlament. Tretjič, da na vsake toliko prekršim kakšno pravilo. Razlika med mano in ostalimi je v tem, da jaz to javno povem in stojim za tem. V 6 letih sem to storila točno 3-krat. Na enem plenarnem zasedanju sem oblekla majico s sloganom Ženske, življenje, svoboda. Zato, ker sem stopila v bran vsem borkam, pa tudi borcem za človekove pravice v Iranu. Na drugo plenarno zasedanje sem prinesla fotografijo dečka Yazana, ki je umrl od lakote v Gazi. Zato, ker sem želela, da ga vsi vidijo, tudi tisti, ki nočejo. In na tretje plenarno zasedanje sem v svojem nagovoru, sicer v slovenščini in sicer dolgem minuto in 12 sekund, zadnjih 16 sekund, 16,7, če smo natančni, govorila v srbskem jeziku. Zato, ker sem v zaključku namensko želela neposredno nagovoriti ljudi v državi, kjer se dogajajo hudi posegi v človekove pravice, demokracijo, svobodo medijev. Če kršim pravila zato, ker izkazujem spoštovanje, solidarnost in skušam dvigniti glas za tiste, ki ga nimajo, potem to počnem z mirno vestjo. S tem ne predstavljam nič manj Republike Slovenije. Nič manj in nič slabše. Svojo vsebino, držo in jasnimi stališči vsakič zagovarjam vrednote, ki naj bi nas kot evropsko in demokratično družbo povezovali. Svoje delo opravljam vestno, transparentno, v skladu z odgovornostjo, ki jo imam do svojih volivk in volivcev, do Slovenije in do širšega evropskega prostora. Da pa zaradi tega delam sramoto naši državi in jo izdajam, to prepuščam presoji neprepričanim, temveč tistim, ki znate ločiti med populizmom in vsebinskim delom. Vsi ostali pa sporočite, če potrebujete prevod.